Hvala lepa. Torej, tipologija lingvogenez slovanskih jezikov Mateja Šeklja obravnava postopno oblikovanje slovanskih jezikov iz njihovega skupnega jezikovnega prednika praslovanščine in sicer preko vmesnih staroslovanskih geolektov. V uvodnem prvem poglavju primerjalno jezikoslovje in narečjeslovje kot dela genetskega oziroma genealoškega jezikoslovja sta kritično predstavljeni teorija in metodologija genealoškega jezikoslovja. Tistega dela zgodovinskega jezikoslovja, ki s preučevanjem sorodstvenih razmerij med najrazličnejšimi jezikovnimi dejavnostmi izdeluje njihovo genealoško klasifikacijo. Osrednja tri poglavja, južna slovanščina, vzhodna slovanščina in zahodna slovanščina, prikazujejo postopno oblikovanje slovanskih jezikov znotraj treh osnovnih slovanskih makroarealov. V dodatnem petem poglavju genetsko-jezikoslovna klasifikacija slovenskih in osrednje južnoslovanskih narečij, ki je vsebinsko nadaljevanje drugega, je obravnavana delitev slovenskih in osrednje južnoslovanskih, to je predvsem kajkovskih narečij, pri čemer je posebna pozornost namenjena tako imenovani slovensko-kajkovski in slovensko-čakovski jezikovni meji. V šestem poglavju sklep so podane glavne ugotovitve o modelih nastajanja geolektov hierarhične stopnje jezika na primeru slovanskega jezikovnega prostora. Pri modeliranju lingvogenez so za vsak slovanski jezik upoštevani njegovo staroslovansko izhodišče in težnja v njegovem jezikovnem spreminjanju. Določene so njegove definicijske lastnosti, ki so interpretirane kot inovacije oziroma arhaizmi znotraj areala. Kot posebni vsebinski poglavji sledita še dva daljša povzetka, eden v angleškem in drugi v ruskem jeziku. Knjiga je sinteza avtorjevega dolgoletnega ukvarjanja s teorijo in metodologijo genealoškega jezikoslovja ter z njeno aplikacijo na gradivu slovenskih narečij in slovanskih jezikov. Delo gradivsko temelji na avtorjevih monografskih publikacijah. Prva je primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1 od praindoevropščine do praslovanščine, ki je išla leta 2014 in še enkrat 2016, ter druga primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 2 od praslovanščine do slovanskih jezikov, no ta pa je še v pripravi. Razprava se ob teoretično-metodološki zaokroženosti in obsežnosti analiziranega jezikovnega gradiva smotrno omejuje na genetsko-jezikoslovno problematiko ter nima ambicij po njenem intra- in interdisciplinarnem širjenju. Tako so na primer izostale v čas in prostor umeščene zgodovinske okoliščine jezikovnega spreminjanja in oblikovanja posameznih slovanskih jezikov, ki bi marsikateri obravnavani jezikovni pojav zelo verjetno smiselno kontekstualizirale. V monografiji predstavljena teoretični model in metodološki pristop sta prispevek splošni teoriji in metodologiji genealoškega jezikoslovja, ki jo je mogoče aplicirati tudi na drugo jezikovno gradivo. Hvala lepa.